Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav in dobrodošlico v oddaji Detektor. Lep pozdrav tudi našemu gostu, dr. Tomaž Rožen, je župan občine Ravne na Koroškem, današnji gost. Lep pozdrav še enkrat. Lep pozdrav tudi vam. Pa če bi uvodoma takoj prišla k neki konkretni ali pa bolj temi, ki se nanaša na lokalno skupnost, bi vas vprašal, 19. oktobra leta 2014 so bile lokalne volitve in takrat ste dosegli, bi rekel, izjemen rezultat volilni, bil ste izvoljen v prvem krogu, vaša lista je dobila, bi rekel, spodobno večino v občinskem svetu. In seveda zdaj minulo je 2 leti in bi vas vprašal, kako vam uspeva zdaj? Kakšna je vaša ocena? Vam uspeva v tem obdobju ali vam je uspelo v tem obdobju uresničevati vaše predvolilne programe oziroma tiste, ki ste najavili? Koliko in v kakšni meri? Ja, zdaj res je za nami 2-letno obdobje tega mandata delovanja mene kot župana in občinskega sveta, vendarle pa, bom rekel, je za mano že v tem mesecu 10 let upravljanja te odgovorne naloge in seveda meni se ne začne na novo to delo oziroma vse ni na novo pri prehodu mandatu, morda je bilo res vse na novo pravzaprav pri prvem prevzemu tega mandata. Tako da za te 2 leti seveda lahko rečem, da prvo leto je bila kontinuiteta dejanj, odločitev, sprejemanja proračunov v preteklem obdobju, torej lahko rečem, da smo v prvem letu tega mandata uspešno zaključili, kar smo pričeli pravzaprav že prej. In v tem letu naredili nekatere nastavke za drugo, tretje in zadnje leto. To, da velikih premikov v letu 2016 še pravzaprav ni bilo, skrbno se bdimo nad tem, kar smo nekako napovedali, za kar si bomo prizadevali, na čim bomo delali, kaj bomo dosegli. To imamo nenehno v mislih, nenehno v naših načrtih in to se potem odseva tudi v predlogih proračuna. Leto 2015, torej, če lahko rečem, prvo od teh 2 let, po katerih sprašujete, je bila bolj kot ne zaključevanje evropske perspektive, finančne perspektive Evropske unije, zaključevanje projektov, med drugim čistilne naprave Ravne in še drugih, urbane ureditve Ravne. Medtem ko letošnje leto 2016 je nekako v znamenju priprav na nove projekte, evropskih sredstev letos pravzaprav nismo črpali, jih tudi ni na voljo, kajti Slovenija se šele pripravlja na nov zamah črpanja evropskih sredstev, kljub temu, da se finančna perspektiva imenuje 2014-2020, so se pravzaprav šele zdaj v drugi polovici letošnjega leta pojavili novi razpisi, na katerih bomo kandidirali torej z temi idejami, ki so se oblikovale v teh 2 letih in ki so, bi rekel, po naši oceni potrebne za razvoj naše skupnosti. Pa če v neki strjeni obliki vas vprašam, pojasnite, ali ste kaj za to 2-letno obdobje posebej ponosni, da bi želeli izpostaviti kot nek dosežek, oziroma ali pa vam morda želite tudi kaj omeniti, kaj je pa tisto, kar vas morda, bi rekel, nemogoče ali pa kakorkoli, bi rekel, na kar vas vežejo stvari in vas onemogočajo pri realizaciji. Skratka, ta pozitivni pa negativni vidik vašega županovanja v teh 2 letih. Zdaj, med negativnimi vidiki bi težko izpostavil karkoli, seveda ostajajo, če lahko rečem po domače, Rak Rane, Raven, vsaj 3 objekti, Rimski vrelec, za katerega smo aktivno odgovorni, Ivarčko jezero, grad Javornik. To so stvari, na katerih žal v tem obdobju nismo mogli ne vem kaj storiti za pozitivne premike, vendar so pri vsakem teh 3 Rak Ran neke okoliščine, ki bremenijo zgolj neposredno delovanje občine, ali je tu zasebna lastnina, ali je kulturna dediščina, ali so zapletena razmerja z lastnikom, kot je Rimski vrelec. Drugače pa pozitivno se morda zdi to, da v zadnjem obdobju prihaja do velike enotnosti oziroma soglasnosti pri razmišljanju različnih svetniških skupin in tudi seveda javnih inštitucij
da so Ravne po nekaj časa relativno enotne v skupnih ciljih, zlasti lahko zato ocenim to osnovanje nove komunalne organiziranosti, ki se je nazadnje sprejela v obliki organizacije javnega podjetja Ravne. Tu so tudi pozitivni premiki na športnem zavodu, na Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti. Tu se je zmenjavo najprej seveda direktorja, vodstva, potem pa še z novimi ljudmi so se zgodili kvalitetni premiki, najprej na področju gostinstva, športa, sedaj pa tudi vidimo v jesenskem času na področju kulture, čakajo še seveda koraki naprej na področju turizma, razvoja infrastrukture z roko v roki občini in pa seveda, kot rečeno, ti premiki, ki so zdaj zaenkrat še na papirju na komunalnem področju, bodo pa pričeli biti deležni jih občani torej v prihodnjem letu. Tako da to je ta pozitivni vidik, negativni pa, da na teh treh, če lahko rečem, rak ranah nismo naredili pomembnejših premikov. Ob spremljanju sej občinskega sveta se ustvarja vtis, kot ste že rekel, da deluje občinski svet kot podmazan stroj, skratka velika stopnja soglasja je tudi pri glasovanju. Skratka, samo v bistvu to je svojevrstno presenetljiva ugotovitev oziroma to, da oziroma čemu vi to pripisujete, ali to, da so izredno dobro pripravljena gradiva, skratka ali argumentacije, ali pa to, da v bistvu zdaj v tej novi sestavi občinskega sveta ne beležimo neke koalicije pa opozicije, skratka ne na nekih temah, kot da je cel občinski svet koalicija, opozicija pa tako rekoč, kot da je ni. Ja, zdaj, to vaše vprašanje nekako so zrcali pričakovanja običajnega državljana, ko gleda svoje seje v parlamentu, da tam nastane ta opozicija, koalicija in opozicija nasprotuje sleherni potezi koalicije. To žal vidimo v našem državnem zboru. Karkoli predlaga vlada, je opozicija, bi rekel, a priori proti. Včasih se morda zmotijo ali bi rekel, da bi razbili koalicijo, glasujejo za predlog kakšnega od koalicijskih partnerjev, kot je očitno bil predlog zakona o pogrebni pokopališki dejavnosti, in ta slika se na srečo ne zrcali v lokalno skupnost. To je neka splošna ugotovitev, ki ne velja samo za občino Ravne, velja za vse lokalne skupnosti, vse občinske svete, da tu pravzaprav ni takšne politične kulture, kjer bi se strogo ločila opozicija od koalicije. Temu smo priča tudi na Ravnah. Občinski svet je relativno enoten, vsi sklepi so zglasovani z 90% večinskimi opredeljenimi. Hkrati pa seveda predlogi na lokalni ravni niso ideološki, niso predlogi, ki bi ločevali ljudi, ki bi burili duhove. Tu vendar gre za komunalno politiko, kako čim bolje omogočiti čim boljše življenje vsem skupinam naših občanov. Tako da lahko to enotnost, ki jo vidimo, pripisujemo torej vsaj tema dvema razlogoma, da ni klasične politične sestave oziroma da ni politična kultura v smislu opozicije in koalicije, in pa hkrati so, da so teme pravzaprav komunalne, občinske teme, ki so bolj življenjske kot pa neke ideološke, ki se bolj zrcalijo v državnem zboru. Skrb za občane, za visok standard oziroma tako imenovana socialna slika občanov ni vezana zgolj na višino prejemkov, plač, pokojnin, ampak je pri tem izrednega pomena tudi, koliko so te plače pa družinski proračuni obremenjeni potem z raznimi dajatvami. Pa koliko lahko to občina oziroma v katerem delu najbolj vpliva občina na te stvari, da bi pač bili družinski proračuni čim manj obremenjeni, pa morda še pod vprašanje, da kar povežem, tudi zaposlenost je ta izredno pomemben kazalec, ali nam tudi to sliko socialno popravlja kaj zaposlitve v sosednji Avstriji naših občanov? Če začnem na koncu, zagotovo in vedno v večji meri nam socialno sliko popravlja bližina Avstrije. Mislim, da ni Ravnčana, ki ne bi poznal nekoga v svojem sorodstvu, med prijatelji, sošolci, da ne dela v Avstriji.
Tudi sam lahko osebno rečem, da imam ogromno ljudi v družini, ki delajo že v Avstriji, se vsakodnevno migrirajo. Neposredno tu, poleg Suda Pliberka, je veliki zaposlovalec in tu ljudje je vedno več in bom rekel, za više dohodke, kot so pri nas, seveda dobivajo delo in to je pomembno vpliva na, bi rekel, našo socialno situacijo. Brez tega bi bilo bistveno slabše. Ljudje ali ne bi imeli dela ali bi imeli nižje dohodke. Po drugi strani pa občina sama lahko na par točkah vsaj vpliva na socialni položaj na splošno, potem pa seveda še bolj specifično lahko vpliva na socialni položaj šibkih skupin ljudi in to seveda počnemo na več načinov. Edina neposredna dajatev, ki ni stroškovno utemeljena in je pravzaprav neka odločitev, navsezadnje politična, je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. To je dajatev, s katero ste obremenjeni, smo obremenjeni vsi občani in ta je pravzaprav nima nobenih protistroškov, so to zgolj prihodki proračuna. Medtem ko komunalna položnica ima stroškovni efekt, torej komunalne storitve se zaračunajo samo in zgolj toliko, kot znašajo stroški delovanja teh služb. Komunalna položnica je zelo kompleksna, ima zdaj že okrog 8 postavk, vendar pa je to položnica, na katero lahko občina vpliva zgolj v smislu zniževanja stroškov obratovanja komunalnega sistema in to naravno počnemo. Zavedamo se, da so se s 1.1.2016 pojavile višje položnice na Ravnah. Višje položnice so se pojavile zaradi svojega delovanja čistilne naprave Ravne. Tu Ravnčani plačujemo, bi rekel, svoj davek oziroma strošek storitve čistejšega okolja. Tega davka ne plačujejo še vsi okoli nas in ta neljuba situacija na položnicah, hkrati odgovornost občine do okolja, po drugi strani zaveza države do Evropske unije, spoštovanje evropskih direktiv o varovanju okolja, je povzročila to, da torej so se ti stroški kar precej, nekje med 30-40% povečali. To je bila na neljubih odločitev občinskega sveta, če se morda spomnite. In zato smo šli tudi zato, ne samo zato, smo šli po poti torej reorganizacije komunalnih dejavnosti, ker želimo te stroške dejansko spraviti na minimum, da dejansko lahko trdimo pred vsakim, da za nižje obratovalne stroške, tako čistilne naprave, vodovoda, kanalizacijskega sistema, odvoza odpadkov, ne zmoremo, ne znamo organizirati teh služb. In prvi izračuni, ki so botrovali tudi temu, da se je občinski svet zopet enotno, soglasno odločil, da gremo v reorganizacijo teh komunalnih dejavnosti, ki so na položnicah, je botroval temu, da kažejo, da bodo položnice lahko nižje. Tole, kar ste zdaj povedal, da bojo položnice nižje, seveda je lepo slišati, zdaj ob spremljanju sedanjega stanja, seveda vidimo, da so te položnice dokaj specificirane, rekel razmejene in dejansko ta specifikacija po posameznih postavkah prinese kar relativno visok znesek. Tako da, če to drži, kar pravite, ali pa da je ta napoved uresničljiva, da bojo to nižji stroški, potem je seveda vsaka taka odločitva dobrodošla, tako rekel, nasplošno, kot tudi predvsem pa za občane, ki bojo manj plačevali za neko storitev. Če še malo ostanemo pri teh sociali, Državni zbor razpravlja in bo očitno zdaj po nekih dodatnih presojah sprejel to subvencioniranje šolske prehrane. Pa to vsekakor bi rekel na nek način, ko se ta zadeva popravlja, je to hvale vredno, kajti seveda vsi želimo, da bojo otroci siti, da bojo v šoli ne diskriminirani zaradi prehrane, ali ne, ampak sočasno, ker se ta krog širi, kaže tudi na neko eno drugo, slabšo podobo. To pomeni, da se ta prak, rekel, relativne revščine povečuje, ker vse več je teh upravičencev, če tako vzamem, ker to je kriterij za to brezplačno prehrano. Kakšno je to zdaj primerjava zdaj v tem odnosih v občini? Imate kakšno oceno? Ja, zdaj mi te ocene še nismo delali, bom rekel, tudi mene osebno je presenetil podatek, da 55 000 otrok torej živi v družinah, ki imajo manj kot 360 € dohodek na družinskega člana, kar je seveda izjemno nizek dohodek in zelo težko živijo, tako da to z mojega vidika podpiram, da bodo ti otroci deležni toplega obroka, kosila brezplačnega torej v šoli. Tako da to je ukrep socialne politike, ki je
izjemno smiseln, ne da se to vsem plača, ampak samo seveda z nekim cenzusom tistim, ki so do tega upravičeni. Otroci so hkrati kategorija ranljivih skupin naše populacije in oni niso krivi za materialni položaj svojih staršev in ni prav, da niso deležni osnovnih dobrin, kot je hrana. Hkrati pa ocenjujem, da smo toliko razvita družba, Republika Slovenija v celoti, da si lahko mirno, glede na javnofinančne razmere, tako občinske kot seveda tudi državne, privoščimo, da torej damo teh 9 milijonov evrov, ki je potrebnih, da bomo lahko trdili, da ljudje v Republiki Sloveniji niso lačni oziroma imajo vsaj en topel obrok na dan. Zdaj naslednja zadeva, sicer ste že omenil komunalo, bi rekel, ustanovitev javnega podjetja Ravne, ampak kljub temu bi morda še kaj pojasnila na to temo. Zelo smo ponosni, da imamo svojo čistilno napravo, ampak če prislikamo to zgodovino malo nazaj, bomo videli, da pred leti je bilo govora, da se v to gradila skupna čistilna naprava tako za občino Ravne Prevalje, kot tudi za okroženo gospodarsko območje. Skratka, ena kompleksna zadeva in da bo to zbirališče dal. Pa lahko pojasnite, v čem je zdaj razlog, da se je pa naša sosedna občina odločila, da izstopi iz tega projekta? V čem je bil, lahko se da tukaj pojasniti, ker to so pač običajno, je rekel, take laične presoje, da pač če nekaj skupaj ustvarjaš, bi naj bilo cenej, kot pa neke, rekel, tako parcialne rešitve, ki... Ja, zdaj težko jaz pojasnim, zakaj so oni bili za to, da torej izstopijo iz te skupne čistilne naprave. To je bolj vprašanje za njih. Šlo je sicer za tehnične probleme napeljave primarnega kanalizacijskega voda, torej med mejo občina Ravne in Prevalje, mi po reki Meži, tam, kjer bi mogel priti pač ta kanal, primarni vod kanalizacijskega sistema Prevalje. Tisti vod je imel potem 3 možne poti, torej skozi železarno, skozi ZGO, kar je izjemno težko, glede na to, da so to prvič zasebni lastniki, drugič je ogromno industrijskih vodov za razne napeljave v železarni in tam kopati cev premera 1 meter je seveda riskantna zadeva. Druga je bila, da se ta cev primarni vod, ki bi na skupno čistilno napravo vodil tudi odpadne vode občine Prevalje, vse to prečrpa na eno višino proti Janečam in potem ob železarni pelje po tej kolesarski pešpoti, ki gre med železarno pa do Janeč, torej Janeč je Sveti Anton. Tretja varianta pa je bila v strugu reke Meže in to varianto so potem, mislim, da tudi predlagali projektanti, da 2 metra pod gladino reke Meže vkopljemo ta kanalizacijski vod, ki je bil še vedno tako nizek, da bi se potem moralo to prečrpati in spet gravitacijsko odvajati na Dobrje. To so bile tiste tehnične ovire, ki so izjemno slabile ekonomiko tega projekta. Vendar še nismo bili tako daleč, da bi bili ti izračuni zelo natančni, da bi lahko trdili, da bo kubik očiščene vode bistveno predrag za normative Republike Slovenije, kajti država kontrolira končno ceno, koliko lahko stane 1 kubik očiščene vode, da si nekdo zmišljuje predrage rešitve. In na tisti točki se je potem sprejela odločitev, da država dovoli, da torej kljub temu, da gre za skupni projekt, z vidika države čiščenje porečja reke Meže, reke so skupne, ne moremo trditi, da ena od občine, druga. Ko je država sprejela torej to odločitev, da se lahko po sklopih investicije vodijo, kar je bila želja vseh, smo se mi odločili za eno pot, oni za drugo in rezultati so tu. No, morda samo za primerjavo, ob nekem ogledu čistilnih naprav v Nemčiji je tam Saarbrücken, v bistvu so vodi 40 km dolgo in vse ta napeljave vodijo v eno čistilno napravo. Skratka, mi na nekih takih razdaljih, jaz mislim, da tudi tehnične rešitve morda. Ampak dobro, to so naši specifični problemi. Ampak ta rešitev je še zdaj možna. Ta rešitev je še vedno možna. Naša čistilna naprava se lahko nadgradi relativno enostavno, da bi vključila torej tudi še sosedno občino. Skratka, z te strani je v bistvu zadeva ni ovir. Odprta. Tako odprta. Morda zdaj ob te ustanovitvi javnega podjetja Ravne, kako ste pretehtali to zadevo glede ali kaj spreminja to glede skupnega odlagališča? Mi imamo skupno odlagališče, ki je v Prevaljah, potem je nekaj, rekel, tisti obrat do Mislinje. Skratka,
tukaj menja zdaj na tem področju, glede samih teh odnosov pa relacij? Ja, od leta 2010 je vsa infrastruktura, na kateri se vršijo javne storitve, javne službe v lasti občin, ne v lasti komunalnih podjetij. Do leta 2010 je bilo odlagališče, vodovod, kanalizacija, vsaka infrastruktura, da ne naštevam, v lasti izvajalcev javne službe, že 6 let pa je to v lasti občin. Torej v bistvu komunalna podjetja samo izvršujejo te storitve. Za same odpadke to storitev zbiranja, odlaganja vrši za zbiranje komunalno podjetje, medtem ko imamo regijsko komunalno podjetje Kocerod za odlaganje smeti in to podjetje vrši te javne službe, torej na skupni občinski infrastrukturi. Torej občina Ravne je v deležu svojega prebivalstva lastnik odlagališča Zmes, je lastnik objektov oziroma infrastrukture na Kocerodu, občina Ravne je lastnik vodovodnega omrežja, čistilne naprave in podobno. Tako da tu je lastniško popolnoma rešeno, gre pa samo za to, kdo to storitev na tem omrežju, ki ga gradi, vzdržuje, plemeniti občina, opravlja to storitev. Tako da tu, zdaj v konkretnem primeru, javno podjetje Ravne še ni moglo prevzeti ravnanja z odpadki, tudi samo lahko prevzame zbiranje, kajti ravnanje v smislu, ko pridejo kamioni v Kocerod, se to reciklira, sortira, predeluje, kar se pa ne more nikamor uporabiti, pa se odloži na odlagališče Zmes. Ti procesi seveda niso bili sedaj, so že na regijski ravni organizirani, medtem ko samo zbiranje pa nismo mogli prenesti v tem trenutku na javno podjetje Ravne, kajti gre za regijsko ureditev in je potrebno pravzaprav soglasje vseh 12 občin. Z občino Prevalje imamo tudi skupno pokopališče Barbara. Kaj se na tem področju predvideva? Ali tu še naprej ohranjamo neko skupno ali skratka Tudi javno podjetje Ravne, ki je bilo že ustanovljeno, ne prenaša pokopredne in pokopališke dejavnosti. Ta dejavnost v tem trenutku ostaja na javnem podjetju Log. Je pa občina Prevalje predlagala, da se za podjetje, mislim, za pokopališče Barbara ustanovi svoje novo podjetje s sedežem na Prevaljah. To je njihova želja, da torej nastane podjetje Barbara d.o.o., javno podjetje, ki bi upravljalo to pogrebno in pokopališko dejavnost. Tako da sedaj potekajo pogovori o tem. Ravno enako je v tem primeru, občina Ravne, ne podjetje Log, je v tem primeru celo 66% lastnik infrastrukture na Barbari, tudi nepremičnin, torej zemljišča, čeprav se morda sliši čudno, ampak tako je. Občina Ravne torej je lastnik te infrastrukture in tu v nobenem primeru katerakoli rešitev bo ostala enaka za torej občane. Je pa to specifično področje, ki se ne financira iz proračuna, se financira skozi plačila tako najemnin grobov, kot so tudi same storitve pogrebov. Tako da to urejamo, kot rečeno, v smer z željo občine Prevalje, da je to podjetje, ki ima sedež na Prevaljah. No, če takole zdaj povzamem, potem takem neka delitvena bilanca, tu ne bo nek problem zaradi postavitve svojega javnega podjetja v občini Ravne na Koroškem, razen na področju kadrov. Kako je pa tule predvideno? Ja, pri kadrih bomo imeli to skrb, ki nam jo nalaga zakonodaja kot zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe, da poskrbimo za čim večje število zaposlenih. Ne ugaša oziroma ne izginja komunalna dejavnost, dejavnost ostaja, tako da bomo te delavce prezaposlili, vendarle pa bo seveda saj nekoliko manj zaposlitev, kajti če želimo racionalizirati te storitve, torej zmanjšati komunalne položnice, ne moremo zaposliti vseh delavcev, torej bo nekoliko manj zaposlenih, ti bodo racionalno organizirani, torej s ciljem, da bodo položnice čim nižje, kajti pomemben strošek na položnicah je strošek dela in v okviru pogovorov s sindikati ter svetom delavcev in tudi vsemi 4 občinami bodo Ravne seveda opravile svoj del pravic in obveznosti v okviru lastniškega deleža, kot ga imamo na podjetju Log. Vodite tudi regijski svet, skratka predsedujoči ste zdaj v tem trenutku, pa mislim, ali ste tu predhodno karkoli tudi najavili oziroma usklajevali, povprašali za mnenje, skratka, kakšen je bil tale odziv ostalih županov, če tako vreme, predvsem na poudarku Mežiške doline, če je to... Glede javnega podjetja? Ja, glede javnega podjetja, ja. Svet Koroške regije se s tem ni ukvarjal. Občina Ravne je prevzela poleti, upravili smo že eno sejo regijskega sveta,
torej to funkcijo rotirajočega predsednika, bom rekel bolj predsedujočega sveta Koroške regije, ki ga sestavlja 12 županov in župan. Tako da to ni bila tema na tem gremiju 12 županov, župan. Smo pa o tem govorili seveda na nivoju Mežiške doline, kjer se redno sestajamo župani in županja. In v tem seveda teče beseda, kar redno na 14 dni se mi dobimo in o tem javnem podjetju Ravne oziroma Logo diskutiramo v tem krogu. Regijski svet, kot ste že rekel, je sestavljen iz 12 županov, poslancev pa svetnika v državnem svetu, skratka eminentna sestava. Pa kako lahko ocenite tule vašo delovanje? Ste tu usklajeni na nekih ključnih projektih, točkah, ali prihaja tu bolj v ospredje ta zagovarjanje nekih lastnih, lokalnih, občinskih interesov? Skratka, so to priseženi ti lokalni interesi in se znate osredotočati na tiste vitalne projekte, ki so pomembni za Koroško kot neko administrativno regijo, ne drugačno. Ne? Ja, zdaj seveda regijski svet oziroma regija ima svojo značilnost, da je to seštevek lokalnih interesov, da pravzaprav ne obstaja razen tega sveta Koroške regije regijskih teles v smislu političnega predstavništva prebivalcev Koroške, pa hkrati seveda zaradi tega tudi nimamo veliko pooblastil. Tu gre bolj kot ne za prostovoljne odločitve občin, ali bomo pristopili k skupnim projektom in seveda se ocenjuje z vidika vsake občine, ali je za občino koristna ali ne, potem pristopi ali ne. Kajti, kot rečeno, regija nima veliko svojih avtonomnih nalog, ima zgolj razvojne naloge, kajti govorimo o razvojni oziroma statistični regiji, tako da imamo skupni regionalni razvojni program, ki pa se je sprejel z absolutnim konsenzom. Tu smo občine in drugi dejavniki, gospodarstvo, civilna družba, znali najti skupni jezik, vemo, kaj je v skupnem interesu Koroške regije. Pred nekaj časa nazaj so oburili duhovi različnih pogledov na tretjo razvojno os oziroma hitro cesto, ali je potrebna ali ni potrebna, ali raje razmišljamo o adaptaciji, rekonstrukciji državnih cest. To se je zdaj umirilo, zopet smo enotni, na zadnjem svetu Koroške regije smo bili, da torej Koroška potrebuje in zahteva in bo delala na tem, da do Koroške pride torej 4-pasovna hitra cesta. Je tule se zaključuje v Slovenj Gradcu, ali je to mišljeno tudi navezava v Mežiško dolino? V tem trenutku je sprejet državni prostorski načrt do Slovenj Gradca, medtem ko od Slovenj Gradca do Otiškega vrha še ni sprejet državni prostorski načrt, kajti tu se iščejo še alternative, 2-pasovnica, 4-pasovnica, novogradnja, obstoječa rekonstrukcija, tako da na tem področju potem še ni opredeljeno, medtem ko do Podgorja v Slovenj Gradcu pa je zadeva relativno daleč in ravno na tem svetu Koroške regije smo sprejeli sklep, da želimo, da se ta odsek začne graditi hkrati z odsekom nekoliko južneje, torej Velenje hitra cesta. To boje je možno, kajti regiji bi pomagali seveda že s tem, da smo hitro v Velenju, da se ne vozimo skozi Mislinjski klanec in Hudo luknjo, pa potem seveda iz Velenja do Arje vasi. Tako da tam je zadeva zelo daleč, medtem ko rešitve v tej, bi rekel, Mislinjski dolini in pa tudi v Mežiški dolini se še iščejo, tu še ni usklajeno in tudi tu država v tem trenutku še nima tako daleč načrtov, kot jih ima na ostalih dveh odsekih hitre ceste. Na regijskem svetu je bilo govora zdaj tudi o tem višji stopnji pridelava lesa. Tu je že na nek način neka stalnica, da ugotavljamo, da je v Sloveniji veliko poraslega terena z gozdovi in da naj se ne bi hlodovina izvažala tako kot surovina, ampak da bi tu se dodala neka dodana vrednost temu lesu. Pa kako zdaj te stvari? Je tukaj več znanega ali je ravno tu zdaj na zadnji seji ste tudi v zvezi tega nekaj je bilo govora, se je toliko zasledil, se da tukaj na to temo več povedati? Bojo tu kakšni konkretni ukrepi pa? Ja, zdaj tu je nekoliko nejasnega razumevanja, kaj je gospodarstvo, kaj je javni sektor. Javni sektor v tem primeru, govorim občina in država. Lesna industrija seveda je bila do neke točke razvita, lesna iverka Otiški vrh. Potem pa je to plodom tržnih zakonitosti žal ugasnilo, šlo v stečaj, se je prodajalo, se je privatiziralo. Skratka, dogajali so se neki procesi, na katere država in občine nismo vplivali in zadeva se je klavrno končala, kajti proizvodnja je obstala,
smo na nivoju, da znamo hlode pripeljati iz gozda, jih morda razrezati ali pa še bolje, če jih kar cele prodamo, ampak to so neki tržni procesi, na katere, kot rečeno, do zdaj še nismo vplivali v smislu javnih sredstev. Je pa nova situacija, ki je bila zdaj žal ne evropskih sredstev, ampak ustanovilo se je novo državno podjetje, če lahko rečem, neko državno gospodarjenje z gozdovi, in to podjetje ni čisti javni sektor, je nekako dvoživka, no, ne vemo, zdaj je v državni lasti, vendar je podjetje, in to podjetje namerava odpreti lesni center. Lesni center, kar pomeni, da bi oni, torej to podjetje, investiralo, konkretno odkupilo zemljišča, kupilo žage, odkupilo stroje in zagnalo torej to verigo predelave lesa. To pa je neka možnost, ki smo jo zaznali v Koroški regiji. Župani, ki imajo tu večji interes, so bili na boljše pogoje, so bili na Ministrstvu za gospodarstvo in tam so jim povedali, da je možno, torej, da bi prišlo do vzpostavitve novega lesnega centra v okviru tega državnega podjetja na Koroškem, v Otiškem vrhu, kjer so nepremičnine, kjer so del opreme. Vkolikor bi to podjetje preko svojih organov odločanja nadzornega sveta sprejelo odločitev, da torej kupi ta lesni center in da na Koroškem zaženemo z temi sredstvi, torej to verigo, ki je nekdaj že bila, kot rečeno, v gospodarskem smislu. Za občino Ravne velja, da je relativno zelo uspešna pri črpanju evropskih sredstev in realizacijo teh projektov, ki so tudi podprti z sredstvi iz Evropske skupnosti. Skratka, tu tudi prej uvodoma ste omenili, da ste neke projekte po tej plati realizirajo in seveda tudi opazno je občin ta napredek, kar se tega tiče. Seveda ob tem pa tudi, kot tiste negativne ste prej omenil, da še pa zmeraj zadeve tečejo tako ne po volji naši, tisti, ki bi želeli, da bi te stvari bile urejene, tako Osjandrov dvorec oziroma grad Javornik ali kakorkoli mu že rečemo, potem pa zdaj je zaslediti, da tečejo določene aktivnosti razčiščevanja prek sodišča. Zdaj, koliko je zdaj to interes lokalne skupnosti oziroma občine, da se to vključi, ker ima neke pogodbene obveznosti oziroma tisti lastnik, ki je zdaj v stečaju in tako naprej. Če bi tu morda kaj pojasnil, da bojo naši gledalci lahko tudi po tej plati bolj informirani. Ja, zdaj tu, kot rečeno, rak rane, če se nekoliko spomnim, pa človek seveda ob 10. obletnici malo razmišlja za nazaj, ko smo takrat snemali prvo oddajo pred volitvami, torej leta 2006, je bilo vprašanje, kaj je največji problem Ravn, mi je več ljudi reklo, so Javorniški grad. Zato, pa ne samo zato, ampak tudi sam si mislil, tako smo se aktivno vključili, torej vsaj v dve zgodbi, Rimski vrelec in pa Javorniški grad, za obe zadevi izbrali nek proaktivni odnos, željo, da oboje rešimo, da zaživi v kakršnikoli obliki, na obeh področjih sklepali pogodbe z zasebnim sektorjem, na Rimskem prodajali, neuspešno žal prodali temu lastniku, ki je napovedoval zelo dobro obnovo Rimskega vrelca, in ravno tako smo se v Osjandrovem gradu na Javorniku, bi rekel, vmešali v dogajanje takrat že zasebne lastnine z pogodbo, kjer smo se z lastnikom takratnim dogovorili, na občinskem svetu sprejeli pač čisto enostavno pogodbo, da mi ukinemo varovanje okolice dvorca kot spomenika. Dvorca nikoli ni bila debata. Oni zaradi te naše poteze zgradijo v tej okolici stanovanjski blok kot nadaljevanje Javornika. Če pa to ne storijo, pa nam plačajo denarno kazen, če torej ne obnovijo blokov, zgradijo blokov, pa nam plačajo denarno kazen, podarijo dvorec in omogočijo funkcionalni dostop do samega dvorca. Mi smo to storili, kar smo storili. Cilj ni bil čisto v celoti dosežen, kajti kljub temu, da smo okolico umaknili iz odloka lokalnega pomena kulturne dediščine, je pomemben soglasodajalec ostal tudi za okolico ZVKD in so oni lahko le delno uresničili te načrte. Potem pa je zgodba obstala, oni niso pravzaprav storili nič, ne zgradili stanovanj, ne plačali kazni, ne prenesli dvorca, ravno nasprotno, to nepremičnino pri tem bi ločil dve stvari, torej sam dvorec brez zemljišča in pa zemljišče, obe nepremičnini so obremenili s hipoteko in celo na firmo, ki je potem šla v stečaj, prenesli dvorec, torej sedaj dvorec v lasti podjetja, ki je v stečaju in ima hipoteko na dvorcu, medtem ko okolica ni v stečaju, ampak je zgolj v hipoteki, torej da je to nepremičnina, ki je obremenjena s terjatvijo banke.
In tu smo zdaj nekje, kjer se v prihodnjem mesecu pravzaprav občinski svet mora odločiti, kaj v tem primeru storiti. Vse skozi je bila pri tej zgodbi, ko smo iskali rešitev iz te pogodbe, iz te situacije, dilema, kako močen javni interes obstaja potem, da bi občina imela dvorec. Nesporno obstaja interes, da bi imeli vse, torej okolico in dvorec, vendar samo dvorec brez okolice, samo meter okrog dvorca je vprašanje, a je smiselno prevzeti v breme občine proračuna. Sigurno imamo širši interes, ki se lahko tudi vrednoti in se bo tudi vrednotil po torej vsej okolici, ki je pravzaprav ne izgleda tako velika v naravi, ampak gre za 9000 kvadratnih metrov okolice in pa dvorec z 900 kvadrati v 3 etažah, ena etaža je 300 kvadratov. Tako da nismo najdli prvič ne v te vsebine, kaj bi v ta dvorec naselili. Izjemno draga je seveda adaptacija, izjemno draga obnova. Tu je Zavod za varstvo kulturne dediščine jasno kot varovalec te kulturne dediščine, pogojev. Tako da tu se bo zdaj iskala ta rešitev, za koliko evrov vrednotimo celotno to območje. Seveda optimistični smo lahko, da skušamo vse dobiti brezplačno, to bo sodna pot, o tem bodo odločala sodišča, ali lahko občina skuša priti do vsega brezplačno, ali pa vendarle ponudi kakšno kupnino, da torej pridemo nazaj do dvorca in do okolice, kot rečeno, to je s oboje povezujem, kajti sam dvorec je bolj kot ne strošek, medtem ko okolica, glede na to, da gre za stavbna zemljišča na robu našega naselja Javornik, je morda še priložnost za kakšno gradnjo. In tako da to v kombinaciji, bom rekel, je nek širši javni interes in še zemljišča so pod dvorcem, tam, kjer so vrtovi. Tako da o tem bo se pravzaprav potrebno do konca letošnjega leta odločiti ter obrati pot torej nove pogodbe, novih dogovorov z lastnikom ali pa bo na opciji sodna pot. Samo zdaj ste rekel, dogovor z lastniki, pa a ni bil izvirni greh ravno v tem storjen, da se je ta dvorec odprodal nekim zasebnikom, ker običajno vse praksa kaže, da s takimi zgodovinskimi spomeniki tu, če ni participacije močne države, lokalne skupnosti z temi proračunskimi sredstvi, običajno tu gre bolj za špekulacije. Nekateri pač že v tistih prvih prodaji so ugotavljali, da bi lahko bila to špekulacija, kar se na koncu tudi potrjuje. Vsej projekte, ko jih nastaviš, jih predstaviš, se lahko lepo naslikajo, ampak potem realnost je druga. V izvedbi je pa potem težava, ker tržni interes, predvsem zasebnikov, je jasen. Na koncu, bi rekel, zgodbe mora biti profit, ali pa zadeve ne počneš. Ja, se ta zgodba dveh rak-ran, če lahko rečem, ali pa celo treh, Rimski, Ivarčko in pa Javorniški grad, je pravzaprav povezana na eno, bi rekel, zanimivo, a pa specifično razmerje, ki velja na Ravnah, in to je sicer razmerje med železarno Ravne in pa občino Ravne. Vedeti moramo, da seveda leta 87, torej še v bivši državi, je občinska skupščina takrat, torej leta 87, ko smo še nekateri gulili gimnazijske klopi, je takratni občinska skupščina prenesla dvorec Javornik v celoti na železarno Ravne. Takrat je bila seveda družbena lastnina in niso, bi rekel, ni jim bilo tako pomembno za osnovno idejo, da se dvorec obnovi. Železarna Ravne je takrat naročila obnovitvene projekte, sanirala temelje, objekt je namreč podkleten, objekt, ki ga ne vidimo, iz zemlje je izjemno suh, neverjetno, da tako stari dvorec pravzaprav nima vlage v kleti. Skratka, železarna ga je sanirala, prišli so mislim, da so obnovili del strehe, ki je obnovljen, tisti kukrle. Potem pa je sistem pravzaprav razpadel. Leta 1991 je sistem razpadel in to premoženje je bilo ocenjeno kot poslovno nepotrebno strani železarne. Bilo je, če se morda spomnite, ABC, so bile tako gospodarske družbe kot premoženje razdeljeno. In v začetku 90-ih, ali pa bomo rekli sred 90-ih, so se prodale strani železarne dve pomembni nepremičnini, za katere lahko zdaj samo obžalujemo, da takrat ni občina igrala bolj proaktivne vloge. Mislim, da je imela občina tudi takrat že predkupno pravico, da bi v trenutku, torej ko je železarna Ravne nekje od leta 93 do 95 prodajala tako Ivarčko jezero kot grad Javornik, bi takratna občina po moji oceni lahko uveljavljala ali predkupno pravico, tudi po moje bi neka sredstva zbrala, ne vem, če je bila občina že takrat zadolžena. Skratka, bi zbrala toliko sredstev, da ne bi potem zasebniki kupili ne Ivarčkega in ne gradu Javornik. To se ni zgodilo.
Grad Javornik je kupila takrat ena družba, ki ni zdaj več lastnik, isto je kupila takrat družba, ki pa je še lastnik Ivarčkega, od železarne ravne pravzaprav to premoženje. Z Rimskim je bila zgodba nekoliko drugačna. Železarna je imela hčerinsko družbo TGP De Profundis, ki je šlo v stečaj in mi smo iz tiste stečajne mase potem kupili Rimski vrelec. In kot rečeno, so to neke specifične okoliščine za grad Javornik, kot rečeno, nekdo je kupil, kot ste rekli sami, z zasebnimi interesi ta grad, isto je nekdo kupil z zasebnimi interesi Ivarčko jezero, tako da tu smo zdaj, da pravzaprav z dvema zasebnikoma rešujemo te situacije, ki pa so slabe. No, pojasnili ste zdaj v bistvu dve te zgodbi, seveda imata neko zgodovino in nista lahko razrešljivi in upajmo, da bo ta hitro in razrešljivi v prid, večino, mesta, Ravne, občine, ker naslednje tu so neki objekti, ki imajo neko zgodovinsko vrednost, tradicijo, skratka, dvorci Javornik je pa itak, lahko neki okras Trga Guštana, impozantna lega, pa in še kaj, no skratka, Gutensteiner in nekateri smo tudi bolj čustveno vezani še na to, imamo ta pogled, v svoji podzavesti kot neko lepo zgodbo, ne. Zdaj, tu ste Rimski vrelec tudi omenil, tudi ta zgodba teče in bo razrešljiva, ne vem, v tem letu še ali kakorkoli imate tu z tem lastnikom. Nekaj je bilo zaslediti v medijih, da tu bi naj bile neke vzpostavljene neki kontakti, neki dogovori in da bi bila neka varianta, da bi ob določeni kupnini ali vrnitvi kupnine pač prišel ta Rimski vrelec zopet v last občine. Ja, to se že izvršuje. To je bil tudi sklep občinskega sveta, torej da se z lastnikom inštitutom dr. Abidova razidemo, da mu mi vrnemo kupnino zmanjšano za odškodnino oziroma pogodbeno kazen, on pa nam vrne nepremičnino v last občine. To se zdaj dogaja, to je podpisano z naše strani, potrditi mora še sodišče. Občina bo torej njemu vrnila 4x po 100 000 evrov v prihodnjih 4 letih iz proračuna. Ukolikor najde kupca za ta isti znesek, torej 400 000 evrov, bo vrnila kupnino pravzaprav takoj, ker je bil pravzaprav nakazal nov kupec. Če bo kdo nakazal več, bo to ostalo občini in tako lahko že v roku enega meseca pravno formalno začnemo iskati tudi novega investitorja. To smo nekako vzporedno že pričeli z pomočniki, z sodelavci. Torej, zagnali bomo novo rundo, če lahko rečem, nov krog iskanja strateškega investitorja, lastnika, ki bi odkupil torej prvo od občine, potem pa vložil v obnovo ter zagnal to dejavnost turistično na Rimskem vrelcu. To bomo še poskušali, kljub temu, da so že prisotne ideje tudi na občinskem svetu, da žal turizem na Rimskem vrelcu nima več perspektive, da naj gremo v gradnjo individualnih hiš. Tu je 17 000 kvadratov zemljišča in tu lahko mirno stoji vse 15 hiš. Glede na dogajanje v Kotlah 3 bi te parcele relativno hitro šle v promet, da ohranimo seveda neko javno fontano, javni dostop do mineralne vode in da je s turizmom pač za nekaj časa ali pa za večno tu konec. Ampak te ideje zaenkrat še ni, vsaj z moje strani še niso sprejete. Bomo še poskušali vsaj 2 leti torej iskati investitorja, iskati priložnosti in kot rečeno s sodelavci izven občine najti pravega investitorja. Zaslediti za Kotle je tudi, da bi se naj zgradila, saj nekateri svetniki to izpostavljajo, da se bojo zavzemali, da se zgradi v Kotlah dvorana večnamenska ali kakršnokoli že v površini 1200 kvadratnih metrov ali kaj. Skratka, zdaj pa seveda na nekih forumih, ko se je odziv na to pojavljalo, so pač tudi določene skeptične pomisleke, ali mi to potrebujemo v Kotlah, ali smo v deficitu z temi površinami. Zdaj govorim za občino, seveda krajevno, verjetno ja, ampak to so relativno kratke razdalje, peš poti Ravne, Kotle sta 2 kilometrčka, če se sprehodi si v eno ali drugo smer, si pač v relativno kratkem času lahko tam. In a je to racionalna odločitev, no, potrebna, glede na to, da pač očitno lahko kaj na to temo poveste.
Ja, zdaj, kaj je racionalno, seveda je vedno relativno, ne, glede na strošek, ki kaj predstavlja. Dejstvo je, da na Ravnah je v občini Ravne, v mestu Ravne 8 športnih dvoran. Občina je v zadnjem času zgradila 2, torej namizni tenis in judo. In naslednja športna dvorana, ki se bi gradila in je po oceni mnogih potrebna, bi bila torej v Kotljah. Ideja je torej, da ne gradimo še 9. dvorane v mestu, če lahko rečem, da so to vadbene enote, tako velike dvorane, kot bi bila v Kotljah. Je odločitev, da je morda prav, da jo decentraliziramo, torej da tudi Kotulci po dolgih desetletjih pravzaprav želje dobijo športno dvorano, ki pa je v tem primeru izrazito večnamenska. Res je občina o tem več razmišljala o prejšnji perspektivi Evropske unije, kjer je Ministrstvo za kmetijstvo pravzaprav imelo poseben ukrep prav za večnamenske dvorane v vaških jedrih, in ta razmišljanja so bila takrat aktualna. Takrat je bilo možno dobiti 85% za tako dvorano evropskih sredstev, takrat za nobenega ne je bilo sporno. Žal je Ministrstvo za kmetijstvo ukinilo ta sredstva, jih ne razpisuje več občinam, ampak jih razpisuje zgolj ekosklad v višini 30% investicije, kar je seveda bistveno slabša in morda odtod misel o racionalnosti te gradnje. Vendar je ta dvorana izrazito večnamenska, gre za kulturno dvorano. Vemo, da glavni kulturni ambasador Koroške regije naše občine prihaja iz Kotelj in sedaj že kulturna dvorana v Kotlah, bi rekel, je rok trajanja potekel oziroma je tudi v zasebni lasti, ni javna dvorana, onemogoča marsikaj. Kljub temu, da se morda na kakšni prireditvi celo v Kotlah zbere več ljudi kot v Ravnah, je ocena, da poleg potrebe vrtca in šole, ki nenehno želita in tudi zdaj vadita v tej neustrezni dvorani športno vzgojo, imata šolske in druge prireditve širšega značaja, da bi torej kar 4 večji uporabniki kultura, šport, šolski otroci ter predšolski otroci ter tudi občani kot rekreativci uporabljali to dvorano. In navsezadnje tudi športna društva, ki se lahko mirno pripeljejo tudi v Kotlah na kakšno vadbo, bi rekel, te nacionalne športne zveze. Dvorana bo, kot rečeno, v športnem smislu ena vadbena enota, torej bo možno v njej gojiti pravzaprav vse športe, tekmovanja pa bodo možna le za mladinske kategorije, ne bodo možna članska tekmovanja članov, torej v odbojki, rokometu in podobno. Tako da bo dvorana relativno zasedena. To ni zgolj, bi rekel, ideja ali podpora enega občinskega svetnika, čeprav morda nekdo bolj to promovira, idejo dvorane, ki pa ni res ne sprejeta strani vseh krajanov oziroma občanov, vendar je občinski svet bil enoten pri prvi odločitvi, ko smo sprejemali investicijo, torej ni bilo svetnika, ki bi dvignil roko proti tej dvorani. Pridobili smo zdaj gradbeno dovoljenje in v proračunu leta 2017 bo treba že umestiti torej investicijski denar v proračun in to bo pravzaprav tudi zadnji test na občinskem svetu, ali so svetniki za to dvorano. Jaz vsekakor bom predlagal v proračun 2017-2018, nekako bomo to razmejili sredstva, da torej na Ravnah dobimo novo, večnamensko sodobno dvorano, pač ne v mestu, ampak na podeželju. Kot rečeno, nataliteta je takšna, kot je, občani se bolj staramo, rekel, in te populacije zmerno več in zmerno več je vprašanj tudi glede gradnje doma starejših na Javorniku. Tam je bila že najavljena pa predstavljeni določeni projekti, kako bi se ta zadeva realizirala. Zdaj pa lahko tu se na to temo kaj pojasni. Veliko je vprašanj tudi zaradi tega, ker nekateri naši občani pač so zdaj stacionirani v Radljah ali takorkoli in seveda si želijo v neki bližnji okolici, da bi imeli svoje svojce, svoje najbližje in tako naprej. Kako je, kaj je s tem? Ja, naravno se zavedamo, da smo starajoča se družba, da je vedno več ljudi starih nad 65 let, to je pogoj, da lahko človek gre v dom starejših in temu primerno tudi ravnamo. Kar se tiče Javornika, lokacija je izbrana, lokacija je rezervirana. Mimogrede imeli smo tudi pobude za trgovske centre v mestnem času in smo jih odklanjali, da to varujemo torej za ta dom starejših, oziroma prišlo je do konceptualnega zasuka, da bi to bil center Javornik, ki ne bi bil klasični dom starejših, kljub temu, da bi imel 80 postelj za klasično bivanje v domu, da bi pridodali tudi varovana stanovanja, medgeneracijski center, da bi dodali oskrbo na domu, da bi dodali oskrbo
skrbo nadaljavo, skratka, da bi z tega mesta imeli najnaprednejšo obliko skrbi za starejše. Tu smo strokovno in tudi drugače povezani z domom starejših Črneče. Tudi sami smo upravili ekskurzije strokovne tako na Škotsko kot v Nemčijo in videli primere najbolj razvitih držav, ki so najdlje v skrbi za starejše. In je ideja svoja, da konkretno svoja že naselje Javornik dobi te prve storitve iz tega centra, torej da lahko ljudje, ki so morda tudi lastniki ali so njihovi otroci lastniki stanovanjskih enot na Javorniku, iz tega doma so pravzaprav oskrbovani v svojem domu na vse načine, ki bodo seveda cenovno sprejemljivi in zaželeni. Inicijativo na tem področju je prevzelo torej Dom starejših Črneče. Občina v tem trenutku igra vlogo zgolj zainteresirane lokalne skupnosti v smislu zemljišča, komunalne opreme, medtem ko namerava Dom starejših Črneče dobiti evropska sredstva z ministrstva za gradnjo tega doma. Dom ni mali finančni zalogaj, zato si ga občina preprosto ne more privoščiti, vendar pa evropska sredstva ministrstva kažejo v to smer. Tej smeri varstva starejših reče deinstitucionalizacija, ker gre za to, da sicer ena organizacija, inštitucija obstaja in skrbi potem za te starejše generacije, ki je vedno več. Nekateri lahko samo upamo, da bomo dočakali ta leta in seveda to gre naprej, so počasni koraki. Sam osebno sem imel razgovor z ministrico za delo, družino in socialne zadeve. Ona je napovedala razpis, kamor bi se lahko prijavili za center Javornik v prvi polovici leta 2017, tako da bomo potem torej prihodnje leto v prvi polovici videli, koliko sredstev in ali za ta namen, kot rečeno, najnaprednejših oblik varstva starejših bo možno uresničiti na Ravnah. To pomeni, terminski plan bo možno napovedati prihodnje leto po tem razpisu ali kakorkoli. Tako, odvisno od vsebine razpisa bo možno napovedati terminski plan, ampak kot rečeno, Ravne bodo prej ko slej imele to obliko ali na ta način ali na drug način, da bomo poskrbeli tudi za ta del naše populacije, kot rečeno, ki je vedno več in pravzaprav je Javornik to najbolj strnjeno naselje, kjer je tudi deležno svoje naše starajoče se paradigme, s katero se cela Evropa ukvarja in res bi želeli poskrbeti za te občane, da ni treba torej ali v Radlji ali v Prevalji ali Črneče. Čas, kot vedno, se hitro izteče in dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, hvala za pogovor, za vse te odgovore in pojasnila. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.